Stanovanja za delavce in štajgerje pa so imeli tudi na Breznem. Kolonija pa ima vse atribute tipičnih knapovskih, pravzaprav delavskih stanovanj. Namreč od pojava kolonij naprej, kolonije so se začele zidati tam nekje po letu 1890, se je tudi ta sloj delavski zelo poenotil in tudi oprema stanovanja je bila v bistvu zelo poenotena. Poleg kuhinje, v kateri je kraljeval štedilnik, je delavska družina ponavadi imela še eno sobo, ponekod tudi shrambo. Čez enosobno stanovanje ponavadi delavske družine niso prišle nikoli. Saj ne vem, koliko se nas je 7 otrok prerivali notno. Umivali v škafih, ker ni bilo pipe, ni bilo tega doma, sam na srečo škafi so bili pa lavori, umivalniki. Tak smo se umivali, bolj tako pomače. Kuhali smo, ričet je bil, pa pasulj, pa tale šmon so rad imeli, ne. Take stvari včasih je tudi kak ajmok zbil, aj pa obara, ne. Smo imeli zajce doma, kure, pšance tudi, ne. Pol zvečeri so bili pa veliki požganci, ne. Vse ženske smo se skupaj spravljali, pa smo imeli določene datume, ne. Kdaj boš ti pekla, kdaj boš ti prala, pa tak naprej, no, tako da smo se sporazumeli, ne. Bilo je pa pol, če možje oziroma očetje niso nič dobili ven, ker tule 20 metrov gor je bila pa gostilna. In na to Sveto jezero, če ni bilo ne, so šli še pa pit. In največkrat se je naredil, da so šli kar v tukaj pa spet na šiht. Pa si lahko mislite, koliko je bilo, ne.